Spoštovani državljanke in državljani Republike Slovenije. V veliko čast in veselje mi je, da sem lahko z vami kot predsednik Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta na ta čudovit in sončen praznični dan. Za vse skeptike in kritike, za vse nergače in piskače še eno pomembno pojasnilo. Današnja slovesnost pravzaprav ni proslava, še manj državna proslava. Pravzaprav smo se zbrali na festivalu v čast domovini Sloveniji. In prav tak poklon si naša domovina vselej zasluži. Na dan, ko naša domovina praznuje svoj rojstni dan. Večkrat sem ob teh slovesnih trenutkih poudaril, da je imeti lastno državo kot maloštevilčen narod v tem globalno močno prepletenem svetu velik privilegij in sreča. Zakaj? Sam osebno sodim v tisto generacijo, ki imamo izredno in edinstveno srečo, da smo doživeli rojstvo svoje lastne države. Države, ki smo jo vseh teh 3 desetletjih srčno sooblikovali ter pozorno spremljali na poti odraščanja. Veliko jih je bilo že pred nami, pravih borcev, narodnih buditeljev, izjemnih mislecev, poznavalcev in pastirjev slovenske duše ter ljubiteljev slovenske besede, celo literarnih veljakov. Svojimi znanji, spretnosti in talenti so ponosno kljubovali svetu, pogosto celo za ceno lastnega življenja. Dodobra so na lastni koži spoznali, kaj je lakota, kaj ni svoboda in kaj temnega prinaša zatiranje. A bilo je vredno, v naših očeh tudi plemenito. Brez njih nas ne bi bilo danes tukaj, tako množično zbranih, v veselju in v ljubezni do domovine Slovenije. Mesto, kjer tokrat slavimo skupaj, je polno zgodovine. Težko bi si izbrali bolj primeren oltar čaščenja domovine, kot je park vojaške zgodovine tukaj v Pivki. Še danes budi sveže spomine na junijsko dogajanje 1991, ki je bilo prelomno v več smereh in pogledih. Ko vas opazujem z tega mesta vse nasmejane, obdane z družinami, me ni strah za našo skupno slovensko prihodnost. Čeprav so časi, v katerih Slovenija vstopa v svoja zrela 30. leta, vse prej kot preširni in razposajeni. Leto nazaj, ob okroglem 30. jubileju naše države, smo nizali gospodarske uspehe ter čutili zmagoslavje v res utrujajoči borbi z epidemijo. Razmere, ki so že predrugačile naš pogled na svet in prihodnost, žal niso nič preveč rožnate. Svet spada iz krize v krizo, nestabilnost in izguba občutka varnosti pa sta posledica brutalne vojne v našem bližnjem evropskem predvirju. Že mogoče, da nam je uspelo zajeziti epidemijo COVID-19, zagotovo pa nam ni uspelo zajeziti epidemije strahu in negotovosti za našo lastno in evropsko prihodnost. Podnebne spremembe, energetska in prehranska draginja, to je le nekaj naštetih simptomov te epidemije, ki nas je zajela kot udarni val. Slovenija je znova na razpotju, prav tako Evropa. Vstop v obdobje zrelosti zahteva nov zrelostni izpit. Terja kri, terja lakoto in revščino. Na preizkušnji so znova na krščanstvu in razsvetljenstvu temelječe evropske vrednote, kot so mir, sožitje, solidarnost, svoboda, demokracija, varnost. Jih bomo znali obraniti kot enoten, a raznolik narod? Bomo znali preseči vse globlje razprtije kot povezana, a odprta skupnost? Bomo znali preleviti vso paleto barvnih odtenkov politike v sinino sprave in strpnosti? Spoštovani, le na vas je odločitev, kaj bo s Slovenijo v prihodnje. Le vi zmorete dovolj srčnosti in poguma, da se postavite zanjo pred svetom. Le vi, ki jo imate iskreno radi,
saj je vaš dom in vaše sveto zavetišče. Ne pričakujte, da bodo politiki in ves državni aparat to storili po inerciji namesto vas. Le vi imate moč sprememb. Le vi imate v svojih rokah krmilo, ki bo usmerjalo pot nadaljnjega razvoja Slovenije. Vsak vaš glas šteje. Zato bodite odločni, jasni, glasni, a preudarni. Srečno, draga Slovenija, Slovenke in Slovenci, ter vsi, ki te v srcu nosimo, le tebi vdano nocoj nazdravljamo. Srečno, Slovenija. Hvala.